Lep pozdrav. Za vas imam eno zelo lepo novico. Namreč uspelo mi je, da so mi diagnosticirali hipermobilni tip Ehlers-Danlosa. To je en velik korak za Slovenijo, zato ker pri nas se diagnosticirajo samo gensko poznane različice, ostalo pa rajši ne, a ne. Če imate katerokoli obliko vezivno-tkivne bolezni, v kontekstu raztegnjenih vezivnih tkiv, vam sicer brez problema diagnosticirajo hipermobilnost, se pravi, da so vaši sklepi preveč raztegljivi, ampak prav diagnoze HEDS vam pa ne želijo diagnosticirati. Zdaj, ko se je to začelo, jaz verjamem, da se lahko nadaljuje, ker je to ena zelo pomembna stvar, ker šele ko imate res pravo diagnozo, ki je podlaga vaši fibromialgiji oziroma kronični razširjeni bolečini, lahko te stvari rešujete naprej in vam tudi priznajo težo bolezni. Zdaj, ne smete si pa misliti, da zdaj to tako gre, da zdaj bojo pa kar vsem diagnosticirali EDS, a ne, in ne bo več problemov, vas bojo ustrezno zdravili. Ne. To tako si jaz tudi slučajno ne delam nobenih utvar, da bo tako šlo. Bom vam pa razložila postopek, kako lahko pridete do te diagnoze, a ne. Najprej morate imeti napotnico za genetika, se pravi, lahko vam jo da osebni zdravnik, lahko vam jo pa specialist da. Da vam na osnovi tega, da imate neke stvari, ki nakazujejo na možnost genske vezivno-tkivne bolezni. Potem, ko pridete k genetiku, ga prosite, da vas testira za vse vezivno-tkivne bolezni, ker tam na genetiki ne testirajo kar vse, testirajo samo en določen spekter vašega genoma in ponavadi tisto, kar je poznano na vezivno-tkivne v tem primeru, a ne, da izločijo Marfana, Kadacil in podobne bolezni. In potem, kaj najdejo ali pa ne. Največkrat ne najdejo nič, ne. In potem vam rečejo nasvidenje in hvala lepa, ne. Ali pa v najboljšem primeru rečejo, da imate toliko veliko znakov, da vas bojo vodili v evidenci, pa če bojo kaj novega iznajdli, ker je genetika še tako po vajih, da vas bojo obvestila, ne. Zdaj pa, ne, kaj vi pa lahko naredite. V svetu, ne samo v Evropi, tudi v celem svetu in v Evropi je navada, da mora genske bolezni diagnosticirati genetik. Se pravi, čeprav je to vezivno-tkivna bolezen, v bistvu bi spadala pod revmatologijo načeloma, ne, jo diagnosticira genetik. Se pravi, vi morate nazaj pisati temu genetiku, h kateremu ste šli, da pač sumite na HEDS zaradi znakov, ki jih imate, najboljše, da mu jih naštejete, točno katere vse znake imate, in potem ga prosite, da vam on to diagnosticira. Če vam odpiše, da to on ni za to, mu napišite nazaj, da ste se pozanimali, da pravzaprav res je genetik, ta zdravnik, ki mora to diagnosticirati, in ga da lepo prosite, če se stvari pozanima in vam javi nazaj. In na tak način sem jaz prišla do zdravnika, ki je to razumel, ne bom zdaj imena govorila, me ne sprašujte, je pa na Genskem inštitutu v Ljubljani to bilo, a ne, in te zdravniki tam na Genskem inštitutu v Ljubljani to vejo. Se pravi, vam bojo naprej šli naproti in bojo pogledali te stvari. Se pravi, vi lahko to preizkusite na Brightonovi lestvici oziroma to, kar se na internetu dobi, plus vaša naloga je raziskati to področje in že sami ugotoviti, katere od vseh ostalih so prisotnih zadev, ki jih vi imate, pa sovpadajo s to boleznijo in niso samo navedene tam v tisti lestvici z 12, ne vem, testirani, ne, oziroma 12 vajicami, jih vi lahko naredite, ne vem, predklon z zaklenjenimi koleni, če vam komolci grejo preko, če lahko mezinec dvignete od podlage za 90 stopinj nazaj in podobne zadeve, ki jih najdete na internetu. Vi poglejte tudi za druge stvari, ne, kar pomeni, da morate biti vi zelo poučeni v svoji bolezni in je zelo pomembno, da te stvari vse raziščete, in ker jih nihče namesto vas ne bo.
Ne bo se zgodilo, da vi recimo rečete, zdaj pa eden je bo pa to diagnosticiral, pa nas bo kar pravilno obravnaval. To se ne bo zgodilo. Premaknili boste ta voz samo vi sami, če boste dovolj v velikem številu to počeli in da boste dovolj želeli te stvari za sebe, resnico, pravico, kar vam pripada. In zato je zelo pomembno, da se izobražujete. Jaz, ko delam te videe ali pa ko delam videe ko imamo kongrese, tam je toliko uporabnih stvari. Zato je zelo, zelo fajn, če te videe poslušate, ne zaradi mene, ampak zaradi vas, ker se toliko novega naučite, toliko novih stvari spoznate. In če imate EDS, pa napišete zraven, ne vem, vse, kar imate še drugega, naprimer pri meni so zaklopke, ki puščajo, glasilke, ki imajo špranjo, oči, ki imam probleme z očmi, visoka dioptrija, ne vem, vse ostale stvari. Te ljudje na genetiki vejo, da je to povezan s fetikom, se pravi z ekstremno utrujenostjo, z izžetostjo in vedo, da je to povezan z Aspergerjem. Vse to vejo. To je en tak velik plus. Vejo tudi, da je povezan s hipoksijo, endotelijsko disfunkcijo in vejo vse te stvari, da so povezane z mitohondriji, ki ne delajo tako, kot je treba. To je en velik, velik plus, jaz sem zelo, zelo navdušena in zelo si želim, da bi tudi vi prispevali svoj del, da bi te stvari želeli od genetikov, ker samo tako se bojo stvari premikale, da boste tudi drugi dobili pravo diagnozo in potem kasneje pravo obravnavo. V začetka pa ne gre samo za obravnavo, veste, gre za to, da nekaj, kar imate vi poštempljan, šele takrat vas resno jemljajo. En kardiolog vas bo popolnoma drugače obravnaval, če boste rekli, da imate Ehlers-Danlosa, kot če nimate nič. Bojo rekli, vse te 3 zaklopke niso nič, ker čisto malo puščajo. Saj ne gre za to. Gre za to, da bojo slej ka prej bolj puščale in da je to povezan z vezivno-tkivno boleznijo. Gre za to, da vas ne bojo silili v antidepresive, če imate vi Ehlers-Danlosa. Ne bojo vas silili v jogo, če imate vi Ehlers-Danlosa. Gre za to, da ne bojo napačnih stvari vam dopovedovali. Ne morejo vam potem reči, da brez vzroka vaše telo kriči, da pretirano čutite, čeprav vedo, da je to povezan s hipersenzibilnostjo. Samo morate vedeti, če imate vi veliko mrežo vmes v vezivnem tkivu, če imate te luknje zelo velike, v teh luknjah zelo veliko nevronskih povezav naredi vaš telo. Namensko naredi veliko nevronskih povezav. Zato vi boljš čutite kot drugi ljudje, ne pa narobe. Čisto prav čutite, Vaše telo kriči z razlogom, ne se pustiti prepričati kaj drugega. Jaz navijam za vas, da vam rata, če vas še karkoli zanima, pa magar spodaj vprašajte. Lep dan.